Dober večer. Te 3 minute smo naredili na 4, ne? Tako kot po navadi, smo jih malo nategnili. Ker se težko premikamo, pa je šlo bolj počasi, v pisarni nas je kar nekaj. Tako da, pozdravljen. Dober večer, hvala za vabilo. Ludvik Poljanec, kandidat za predsednika, kaj rečem, Slovenije ali Republike Slovenije? Republike Slovenije, to je uradni naziv. To je uradni naziv. Za Republike Slovenije. Povej nam, kako doživljaš to tekmo oziroma ne tekmo, zbiranje podpor, kako ti gre in kako doživljaš tudi druge kandidate oziroma kaj bi ti spremenil, da bi bilo to drugače oziroma boljše? Hvala za vprašanje, gre za odlično vprašanje. Namreč že leta in leta spremljam volilno zakonodajo, urgiramo, pišemo pritožbe na Ustavno sodišče, moledujemo. Ustavno sodišče vse naše pritožbe na neenakost, kar pomenijo ti načini kandidiranja. Tudi na YouTubeu sem že povedal v enem komentarju, da je problem neenakost kandidiranja in to za katerekoli volitve. V bistvu so vse volitve po 1.1.92 popolnoma neregularne, protiustavne, ne smem pa reči nezakonite, ker si je režim, ker mi nimamo oblasti, mi imamo režim, pripravil zakonodajo tako, da dejansko v 30 letih ni prišel v parlament niti en poslanec, ki bi zbiral podpise, niti na predsedniških volitvah ni nobene možnosti, da pride katerekoli poštenjak, človek z velikim z velikim srcem, da bi z zbranimi podpisi prišel v parlament ali pa za predsednika. Namreč problem je v tem, da moramo vedeti zgodovino Slovenije, moramo poznati elemente osamosvojitve in moramo poznati elemente nastajanja zakonov. Osebno moram povedati, da sem leta 90 bil član plebiscitne komisije in nikoli ne bom pozabil vznesenosti ljudi, ki so prihajali na plebiscit za samostojno Slovenijo. To je bil en poseben dogodek, ena stvar kot neko rojstvo. Jaz se na to spomnim vsak dan, vsaj enkrat, dvakrat, če ne večkrat. Posebni občutki te obdajo, ne? Tako. In moram povedati, da sem že nekaj let pred osamosvojitvijo že dosti potoval po Jugoslaviji, takratni naši državi, in že leta 1987 videl v Južni Srbiji po lokalnih bencinskih črpalkah slike Slobodana Miloševića na stenah. To je pri meni povzročilo en signal in takoj, ko sem prišel domov, smo s kolegi to prediskutirali. Najbolj pa sem bil vesel pogovora z ženo, ker sem se odločil zaradi nastajajoče situacije in starosti hčerke 6 let pustiti službo. Zakaj? Ker sem vedel, v sebi sem čutil, prvič, hčerka je stara 6 let bila, kdo bo čuval to pupo, kdo jo bo vozil v šolo, vrtec, pač tašča ga je pila, ostali so delali. Drugi element v pogovoru z ženo, zakaj bom pustil službo, je to, ker bo država propadla. In tretji element, če propade država, propade tudi firma, v kateri sem delal. Ker je to logično, ne? S tem, da moram povedati, da sem to zgodbo, ki jo zdaj na nek ta način razlagal 15. avgusta 1989 v Tetovu v enem dvorcu. Imel sem okoli sebe 40 starejših možakarjev, vsi albanske narodnosti in celo nekateri so bili pol predsedniki strank parlamentarnih in z enim sem se srečal po ne vem koliko 10 letih in mi je čestital, ker sem vse dobro napovedal. Bistvo življenja v Sloveniji je v tej, da mi imamo navidezno demokracijo. Imamo odličen temelj, to je Ustava Republike Slovenije. Dr. Bučar mi je leta 94 ali 95 potrdil na enem srečanju, da gospod Poljanec, nismo imeli časa, smo kar nemško ustavo prepisali, Grundgesetz, in v njej je zdrava kmečka pamet. Dodali smo nekaj francoskega modela, nekaj švicarskega in na ta način prišli do te ustave. Ustava je odlična, ampak jo je kdo prebral? So koga učili v šoli ustave?
je kdo povedal jasno in glasno, da je ustava hišni red te države. In ta hišni red se izvršuje z zakoni. Zakoni pa niso narejeni za državljane, ampak za državo, da ščiti državljana pred državo in pred državljani, ki kršijo človekove pravice. In te logike ne boste našli ne med odvetniki, ne med sodniki, šolanimi v Sloveniji, ker pravna fakulteta v Mariboru, v Ljubljani in vse ostale ima profesorje, ki so se šolali v neki drugi državi, v nekem drugem režimu, in jaz si ne predstavljam, da tak človek, ki je bil prej partijski človek, partijsko dete, partijski aparatčik, zdaj bo pa naenkrat demokrat. Tega ni v naravi, ni v življenju in to je utvara. Volitve same so bistven element demokracije. S tem, da vam moram povedati, da demokracija ima eno zelo enostavno definicijo, zasledil sem jo nekje, ampak sem pozabil avtorja, ki pravi, demokracija je takrat, ko vsakdo odgovarja za denar in pravice ali obratno. In če to stvar analizirate, boste prišli, da pri nas nišče ne odgovarja, je prej gospod Stojan Svet povedal, že odgovarjajo, ampak v medijih tega ni. Moram vam povedati, da sem 2011. Zaradi kršitev ustave bil prisiljen sprožiti postopke in spraviti prvega sodnika v samostojni Sloveniji v zapor. Morda se kdo spomni primera Škoberne. Kršijo človekove pravice in za mene je to dovolj. Zakaj sem se odločil kandidirati za predsednika republike? Ker poznam vse te temelje, volilno zakonodajo, ustavo, vse to, sem se odločil iz preprostega razloga, ker sem Slovenec, Mariborčan, poročen, imam zlato ženo, imam 2 zlata otroka in pričakujem vnuke in vem, da vsi Slovenci, ki nas poslušajo ali gledajo, imajo podobno zgodbo. Ampak kaj bomo tem otrokom ponudili? Kaj bomo vnukom ponudili? Kaj jim bomo ponudili? Nimamo projekta, nimamo človeka. Ker pa sem dovolj star, sem v 67. letu, imam pripravljen program 88 točk, v katerega sem vgradil vse elemente pravne iz ustave, konvencije, sodbe Evropskega sodišča, listine Združenih narodov, da sem postavil pravni temelj in hotenja in želji ljudi. Vendar je program tako dober, da če ga javno objavim, bojo vse stranke v 10 dneh imele ta program, sam številke bojo malo zamenjale in zadeva bo šla naprej. Za predsedniško kandidaturo sem se odločil, ker to čutim v sebi. Je prišel čas. Tako je. Ja. Moram povedati, da moj način razmišljanja ali pa delovanja je popolnoma drugačen, ker morda ne veste ali pa ste slišali, sem tudi zagovornik na Evropskem sodišču v Štrasburgu. Dobil sem že 2 primera in nekdo reče, ja, samo 2 si dobil. Ja, ampak en primer velja za 500 milijonov ljudi. Primer Flisa proti Sloveniji je bil tako močan, odmeven, da so morali zakon o policiji spremeniti. In od 4. maja 2013 velja zakon o nalogah in pooblastilih policije, ampak policija deluje, kot da smo še v Jugoslaviji. In vsem v tej državi je normalno, da te policist kaznuje. Ampak če bi to bilo samo delček, obtoži in kaznuje te istočasno, in da je paradoks še večji, ta isti policist bo bolj priča na sodišču. Čeprav sodba Evropskega sodišča Unterpertinger proti Avstriji iz leta 1986 jasno pravi, uradne osebe udeležene v dogodku ne morejo biti priče. Tudi v zakonu imamo to. Ampak veste, bil sem na 102 policijskih postajah od 111 pooblaščenec zagovornik in jaz se teh ljudi bojim, ker ni znanja, imajo pa pištole. Za predsedniško kandidaturo sem se odločil tudi zaradi tega, ker se non-stop posluša, non-stop pravniki, doktori javno razlaga, saj predsednik republike nima nobene funkcije, razglaša zakone, diplomate, ono tretje, ampak v tem 107. členu 8. ali 9. alineja piše in
izvršuje druge naloge določene z ustavo. Pomeni to, kar je bistveno, mora garantirati enakost, pravno pravičnost, pravno ekvivalenco, predvsem pa mora ščititi človeka. In vsi kandidati, ki jih zdaj poslušam, že prejšnja leta, prejšnje kandidature, poslance, politike, vsi so optimisti ali pa pesimisti. To me najbolj skrbi, ker je Aristotel nekaj 100 let pred našim štetjem jasno povedal, da optimist je norec, pesimist pa bolnik. Se pravi, državo vodijo norci in bolniki. To je enostavno se kaže v našem življenju. Ker Poljanec Ludvik se odločil za kandidaturo zaradi tega, ker ima program in prva točka programa pravi: urediti enakost pokojnin. Ne sme biti faktorja 0,80, pa v 5 letih pade na 57%. Pa to je bogokletno, to je ubijanje upokojencev strani oblastnikov režima in teh naših politikov v oblekah kravatah, ki so jih polna usta, kako oni za Slovenijo delajo. Naslednja. Urediti plačni sistem, ki bi bil primerljiv z razvitimi sosednjimi državami, recimo Avstrijo, Nemčijo, čeprav Nemčija ni sosednja, ampak največ. V 30 letih še nisem v enem javnem mediju videl soočenja, kjer bi se obravnavala plača v Sloveniji, plača v Avstriji, plača v Nemčiji. Zakaj ne? Zato, ker pri nas imamo 2-krat prevelik javni sektor in zato so naši delodajalci tudi 2-krat bolj obdavčeni. In gremo tako naprej in ugotavljamo, in jaz ugotavljam, in tudi mi ugotavljamo, da nič ne deluje. Deluje postpartijska mafija, ki ljudem pobira domove, čeprav po 36. členu ustave je zagotovljena nedotakljivost stanovanja. Lastnine, ja. Imamo tudi 33. člen, ki pravi, vsakdo ima pravico do zasebne lastnine in dedovanja, vendar pa nas je to kršeno. Imamo tajkune, tajkunčiče, vsi si nekaj prodajajo, jaz pa lepo vem in sem našel pred par leti uradni list številka 7 z datumom 22.2.91, kjer lepo piše, to je ustavni zakon, da smo lahko ustanovili državo, smo morali sprejeti ustavni zakon, oziroma ga je takratni ne državni zbor, ampak ne vem, kaj je bil izvršni svet Republike Slovenije sprejel, in v 3. točki jasno piše, da mora država bivšo družbeno lastnino preoblikovati v javno in druge oblike. Drugo obliko so zamolčali, ker druga oblika je samo zasebna lastnina. In v Sloveniji imamo javni interes in zasebno lastnino, mi imamo pa državo lastnico nečesa, ki sploh ne sme biti, občina lastnica nečesa, to je, ne morete verjeti. Ljudje so ostali brez prihodnosti. In moram povedati, vesel sem, da je ta kampanja tudi prinesla eno dobro informacijo in me je našel gospod, predsednik Društva nemško govorečih Slovencev, to so dediči premoženja, ki je bilo po letu 1945 ukradeno, in vidite, to je ena izmed najhujših kršitev človekovih pravic, je kraja zasebne lastnine. To je nepojmljivo, ker človek kot oseba, kot subjekt ima lastnino, ta lastnina je lahko materialna, lahko je intelektualna, ampak to je njegovo. V tej državi ni. Se pravi, kot kandidat za predsednika republike bi najbolj strogo izvrševal 107. člen, ki pravi, da moram delati vse naloge v skladu z ustavo. Se pravi, bi šel na področje enakosti in tako naprej. Predsednik republike je tudi vrhovni poveljnik vojske in ima največjo zakonodajno moč. Zakaj? On je edina oseba, ki bi lahko preprečil, da zakoni, ki niso v skladu z ustavo, s konvencijo, sploh ne bi prišli v veljavo. Ker pa smo imeli predsednike take, kot smo imeli, uradnike, bivše partice, partijske sekretarje in tak naprej, tega niso počeli, ker so jim rekli, to ne delate, je Slovenija največja kršiteljica človekovih pravic v Evropi,
tudi plačujemo velike milijone odškodnin, ampak to ne nadomesti leta izgubljenega življenja, živcev, zdravja in vsega tega. Se pravi, predsednik republike mora biti moralna oseba, ki strogo se drži ustave, konvencije, sodbe Evropskega sodišča, pameti, razuma in ne rabi biti niti šolan. Ker pri nas je največji problem šolski sistem, ki ljudi poneumlja. Hvala Bogu, imel sem možnost, da sem enega od otrok šolal v tujini in nažalost, pa na njuno veselje, oba dva živita in delata na Dunaju. Ker iz zgodovine je znano, da vsak Slovenec, ki je bil pameten, je moral uspeti na Dunaju. To je katastrofa. Zakaj ni ta Dunaj en del Ljubljane, en del Maribora, en del Dupleka, Gori ali karkoli? Eno vprašanje, Izvoli. ker sem Ne, kar. prekinil. Omenil si prej dr. Bučarja, omenil si nastanek naše slovenske samobitnosti, samostojnosti, tega čudovitega občutka že od samega začetka. Marsikdo od nas, ki smo danes tukaj zbrani, ne ve, kako je nastala ustava. Dr. Bučar je sicer bil moj profesor na teološki fakulteti, nam je marsikaj povedal, zaupal, ampak bom rekel z nekih drugih pogledov, z drugih smeri. Ti si bil pa zraven, a ne? In veš, kako je nastala ustava, kako je sestavljena, a bi nam malo o tem povedal, da dobimo bom rekel, to korenino, to izhodišče, na katerega se res lahko naslonimo. Ja, ustava je tako enostavna za prebrati, kot da bi brali knjigo abecedi. Neverjetno, vljudno prosim vsakega Slovenca, naj si prebere ustavo vsaj od 1 do 50. člena. In se naj samo zamisli, v ustavi piše jasno, kdo, kdaj, kako, zakaj in vse. In največji problem v tej državi je, da prenašamo ideologijo prejšnje države, komunizma, ki z našo ustavo nima nobene stične točke. In najhujše, jaz in moje aktivnosti so nastale zaradi tega, ker smo državljani v najbolj brutalnem stiku z državo na cesti s policijo. To ni več policija, mi nismo državljani, ampak na cesti smo še zgolj številka. Jaz sem vloženo kazensko ovadbo proti precej ljudem iz policije in sem zadnji stavek napisal, da ta kazenska ovadba je nastala samo zaradi tega, ker nas policija Slovence obravnava kot žvat. In pri tej trditvi ostajamo. Namreč, ustava je kot katekizem, ustava je kot pesem. In če v 23. členu ustave piše, da vsakdo ima pravico, da mu sodi sodišče in sodnik po prej pripravljenem sodnem redu, zakaj me redar kaznuje? Zakaj me kaznuje policaj? Zakaj inšpektor? In zdaj zadnje 2 leti v tej covidni krizi, s tem, da moram povedati to, kar ljudje ne razumejo, COVID-19 je virus, to ni bolezen. To je bistvena zadeva. In gospod Stojan Svet je 2 člena ustave, 17. pa 18. omenil, da ni preizkusov. Pomemben je 35. ki pravi, da je zagotovljena nedotakljivost človekove psihične in fizične osebnosti, zasebnosti in osebnostnih pravic. In pa 51. člen, ki v zadnjem stavku jasno pravi, da nikogar ne smeš na silo zdraviti. Nažalost se pojavlja v tej družbi zopet simptom psihična bolezen, da se ljudi izloča. Imam nekaj primerov v obdelavi, kjer so ljudje nekaj povedali, so jih strpali na psihiatrijo. Čeprav je Evropska unija pred leti izdala direktivo, kjer jasno piše, da psihične težave niso bolezen, ker za bolezen je potrebno najti simptome bolezni, ki je izvor bolezni in metodo, kako se zdravi. To so elementi bolezni. Psihične težave niso bolezni in po Evropi so morali
zapreti vse psihiatrične bolnice, v Sloveniji pa ne, ampak so rekli, Univerzitetni klinični center Maribor, oddelek za psihiatrijo, UKC Ljubljana, oddelek za psihiatrijo. In v enem primeru sem zaradi tega, ker vem to, človeka iz psihiatrije, ob 11. sem se pogovarjal z predstojnikom v Mariboru, ob 2. je šel domov. In vidite, predsednik republike na te stvari mora reagirati. Edini, ki je reagiral, je bil doktor Drnovšek, se spomnite, Rome tam je šel na lico mesta. Ja. Tukaj pa ljudi mečejo z domov ven, invalide, nikoli se ni oglasil. Dragi Slovenci, a se zavedate, da je ta država zbrisala vsakega tretjega voznika, ker je rabila denar, ker ga je okradla. Ljudje niso nič naredili, ne karambola, ne ništa, dali so mu pihati z napravo, ki ni merilna, dobijo 18 točk in lepo 5 jurjev ga je to koštalo, pol leta brez vozniške, ljudje so zgubljali službo, delo, ono, tretje, četrto, ne. Ampak jaz sem proti alkoholu na cesti, jaz sem proti divjanju na cesti, sem pa za pravično sojenje. Ampak ko ljudem rečem 300 000, je to pač tak nekaj. To je isto, kot da bi v Nemčiji 15 milijonom ljudem izrekli ukrep prenehanja veljavnosti. In nobena država v Evropi nima te nebuloze, te norosti. Kje ste, doktori, prava, da boste to pojasnili? Ne smejo, ker imajo 7500 evrov za plačati svojo licenco. In če ne dela po navodilih, zgubi licenco in potem je problem. Ne? Tako da tukaj jih držijo ne za pravo, ne za pravico, ker odvetnik pomeni odveto. Ne? Ja, ne pomeni veto na zakon, ampak jaz brani zakon, brani pravico, brani to, kar je napisano. To pri nas je pa mafija, to je vse je zmenjeno. Ne? No, moram povedati, da kot zagovornik na Evropskem sodišču zastopam tudi ljudi, presenetljivo, na sodiščih na Hrvaškem, v Bosni, v Nemčiji, v Avstriji, pripravljam zdaj v Italiji projekt. In nimam večjih težav. V Sloveniji imam težave. Jaz nisem pravnik šolan, hvala Bogu, ker če bi bil v Sloveniji šolan, bi bil opran kot kraški kamen. Ne bi več uporabljal prava, ne pameti, ne razuma, ampak samo Rolex uro, dopust na Floridi, 640 evrov plus DDV, 1 ura zastopanja na sodišču. Pa tega nikoli ne bi bral. O ustavi sploh ne bi bral, ne. Moram povedati, da sem bil na 2008. na eni policijski postaji, kot prvič kot pooblaščenec, takrat, če nisem imel dokumentov od Evropskega sodišča, kjer me je komandir policijske postaje vprašal, gospod Poljanec, zakaj se toliko sklicujete na ustavo? In jaz sem mu odgovoril, da njegovega vprašanja ne razumem. In sem naredil ta retorični molk 15 sekund in sem mislil, da mi bo kaj odgovoril, pa ni bilo odgovora. Potem sem pa moral povedati, ampak zelo nežno, da me čudi, da v policiji v Sloveniji, ker to ni slovenska policija, v policiji v Sloveniji ne vejo, kaj jim piše v 30. členu zakona o policiji takratnem. Tam pa je pisalo, da morajo delati v skladu z ustavo in čuvati človekove pravice in temeljne svoboščine. Tudi sem še pred mesecem 2 na eni policijski postaji slišal, da policija je organ prisile. Sem rekel, to ni res, vi ste organ prisile samo, kadar preprečujete ogrožanje življenja, dokazano in povzroča materialne škode, drugače pa vam v 4. členu zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki je nastal na osnovi sodbe Flisar proti Sloveniji, kjer sem jaz zmagal na Evropskem sodišču, vam lepo piše, da osnovna naloga policije je čuvati ljudi in premoženje. Ne pa loviti zasede kot v partizanskem filmu, pa po noči meriti z ročnim merilnikom, kar sploh ni dovoljeno in tak naprej. In maltretirati ljudi, čeprav 27. člen ustave, ko vidite državljana na cesti, jasno pravi, da je nedolžen, po 35. nedotakljiv in ga nimate kaj gnjaviti. Edini normalen način bi bil, da bi 200 metrov prej dali tablo, da je obveščen o nekem nadzoru, kontroli, pol bi se pa strinjal, tako dela v Nemčiji pa v teh razvitih državah. Se pravi, predsednik republike ni
noben do zdaj nikoli ničesar naredil, da bi preprečil rušenje države, pravne države in v bistvu mi smo konstantno temu se reče v pravu, državni udar, ker se ne izvršuje ustava. Predsednik katere stranke je bil Pahor, preden je postal predsednik Republike Slovenije? On je bil predsednik potomcev partijcev, ne vem, kako so se imenovali, Ja. najprej so bili socialistična zveza Ampak delovnega takrat ljudstva. je bil predsednik, mislim, da SD. Socialnih demokratov. ampak ni pomembno, pomembno je, da je bil na funkciji Tako je. in ni nič naredil, pomeni, da je opustil dejanja, da bi preprečil kršitve in škodo in je po 257. 258. členu kazensko odgovoren. Zdaj vam bom povedal šokantno stvar. 99. člen kazenskega zakonika ima nekaj 10 opisov nalog uradnih oseb, Kdo je uradna oseba? kdo je uradna oseba in kdo je Kdo kazensko odgovoren. Tako je. Ampak zakaj se nič ne zgodi? Zato, ker Slovenija je paradoksalna država. Država sama sebe nadzoruje. Kakšnih 10 let nazaj je Evropsko sodišče oziroma Evropska skupnost dalo priporočilo Sloveniji, da ustanovi posebno nevtralno inštitucijo za nadzor nad delom uradnih oseb in inštitucij. A jo imamo? Še danes se ni. Se pravi, predsednik republike mora vedeti vse o dogajanju na katerem koli področju v Sloveniji, ne pa da se prodajajo ukradeni avti, ki so lahko tudi podjetja, ki so imela izvorne lastnike, ki se jih ni našlo, in zdaj so te tovarne v rokah nekih privatnih oseb, ampak nažalost gre za krajo ukradenih avtov in vedemo, oziroma za prodajo ukradenih avtov in vemo, kako bo to na koncu izgledalo. Moram povedati, da predsednik republike mora imeti vizijo. On je tista oseba, ki bi moral reči, kaj jaz vem, v naslednjih 10 letih se pripravimo gospodarsko, politično, ker bomo neke postopke izvedli, lahko govorimo o izstopu iz NATO, izstopu iz EU, čeprav so to področja, kjer premalo vemo. Ker tako reč bomo izstopili iz NATO, pomeni, da lahko Slovencem povzročiš veliko materialno škodo. Zakaj? Ker nihče ni povedal, da vsak dan iz Slovenije nekaj tovornjakov velikih robe gre v razne baze NATO po Evropi, da industrija dela dele za orožje, da naši ljudje imajo delo, ne? In da znotraj NATO se vsaka stvar kupuje z 50% proti dobavami. Se pravi, ni tako enostavno ali pa pesniško reči, bomo izstopili, ne? Je treba se pripraviti, je treba projekte narediti. Ker ko razmišljam o nas, Slovencih, o Sloveniji, o slovenstvu, imam vedno pred očmi leto 1991 in moramo se zavedati in kot državljan tudi upoštevati druge, da je projekt Slovenija padel z neba. Mi nismo imeli 5 ali pa 10 let časa projekt narediti, inštitucije narediti in tako naprej, ne? Zato, ker pač je bilo leto dni, zdaj pa država, pa gremo naprej. Ekonomsko se nam je podrl jugotrg, pridni Slovenci smo preživeli, ne? To je čudež, kot se je tak trg sesuje, da ostaneš, ampak to je pustilo posledice. Posledice so pa v tem, da se ne znamo pogovarjati, ne znamo se dogovoriti, držati dogovorov. Ampak tu pa nastopi psihologija ali pa sociologija Slovencev, ne? Jaz, ko se pogovarjam o nas Slovencih, mi nekdo reče, da smo egoisti, pa ono pa tretje. To ni res. Slovenci smo ekstremni individualisti. In to moramo imeti v očeh. Mora biti zelo močna sila, zelo močna težava, da se ti individualisti združijo in dosežejo nek cilj. In leto 1991 je bilo tako leto. Nekako po dogajanjih zdaj, sploh pri tej predsedniški kampanji, kjer ugotavljam, da smo se začeli kot ptiči se zbiramo razumniki razno razni, že počasi
se združujemo in mislim, da te volitve toliko ne, naslednje pa znajo biti ena mala osamosvojitev. Ludvik, Poljanec, ali veš, da je bilo ustavno sodišče povabljeno v Bruselj na zagovor? Ja. Okay. To je bilo 19. in 20.9. glede trditvenih bremen strank, glede prava EU v postopkih pred nacionalnimi sodišči. Sramota za ustavno sodišče, da je poklicano na zagovor, tja, ko govorimo ravno o ustavi. Ta stvar me sploh ni čudila. Vi morate vedeti, če boste šli na Siol.net pa napisali Poljanec Ludvik, boste dobili en intervju z mano iz leta 2015. 2015 je bila Slovenija razglašena za največjo kršiteljico človekovih pravic v Evropi. Ta cifra, še vedno smo pri vrhu in recimo jaz ne morem verjeti, ko moji kolegi, znanci, prijatelji, pravniki, doktor prava, pa se rečem, pa kaj vi ljudje delate? Idite krompir saditi, bo manj škode. Tako, da bi danes bral ta članek, se ga spomnim, ker jaz imam neko podobno življenje in res hvala za te besede, takrat to je odjeknilo. Ja. Takrat je to veliki pok za tiste, ki so to hoteli slišati, videti in iti naprej. Ne? Če dovoliš, bom še malo prosim. Dogajanje zadnjih 2 let. Ne? To je, kako bi rekel, to je, mi smo živeli v vojni. Ja. In to je katastrofa, ker živeli smo v državljanski vojni. Še dobro, da smo Slovenci individualisti pa razumniki, ker bi lahko res prišlo do pobijanja. Namreč, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da je peščica ljudi, ki so del režima, ki se imenuje lahko levi, desni, ne vem kaki, ampak to so ljudje iz istega gnezda. Ljudje božji, jaz ne vidim nobene razlike med Janšo in Kučanom. Jaz je ne vidim. Popolnoma iste metode in največji šok je bil to, da potencialne zdravstvene težave pri ljudeh greš reševati z vojaško-policijskimi metodami. To je nepojmljivo. In moram povedati javno in glasno, da Poljanec Ludvik je prvi proti kateremu koli obveznemu cepljenju. Zakaj? Ker leta 1971 sem bil še ne star 16 let, prisilno cepljen proti črnim kozam, ohromel, dobil epilepsijo, tumor na glavi, na srečo me je lani pokojni doktor Matej Lipovšek uspešno operiral. Če ne bi me moja mama, ki je letos aprila umrla, imela točno 50 let na grbi. Tudi če se kdo odloči prostovoljno za cepljenje, mora država, mora proizvajalec in cepile nekaj odgovarjati. Povedal vam bom eno čudno reč, ki je ne boste slišali. Kalkulativno je človek v Evropi vreden 1.500.000 evrov. Se pravi, če nekdo pade v težave take, mora dobiti 1,5 milijona plus oskrbo 24 ur. Ker meni gre za Slovence, za Slovenijo, za slovenstvo. In zato, ker vse preverjam, se vsaki toliko časa odločim, potujem malo po Balkanu, da vidim, kje smo mi. In je šok. Vse posod imajo trgovske verige, Lidl, Hofer, sam se malo drugače imenujejo, imajo lepe avte in vse. Ampak odnosi med ljudmi, ko greš južno od Kolpe, med preprostimi ljudmi, so pa isti kot v času Jugoslavije, ker sem takrat potoval pa zdaj. Ljudje so še vedno srčni, še vedno se radi pogovarjajo. Še vedno Slovenec, ki pride v Makedonijo, v Bosno, je malo drugače gleda na njega. Čeprav moram povedati iz lastnih izkušenj, zakaj je bila Slovenija tako uspešna v jugi, tega vam verjetno ne bo nihče povedal, ker mi smo delali podobno politiko, kot dela Amerika v celem svetu. Ko so prišli takrat naši poslovni partnerji iz Srbije ali iz Hrvaške v Slovenijo za posel, se jih je malo pogostilo, malo podkupnine in potem so podpisali kaj češ. Tako je.
Lahko eno zaključno vprašanje. Lahko, z veseljem. Imam ustavo z zlatim, Vezom, ja. ja, to je ob 30. obletnici. Če se smem pohvaliti, sem to dobil kar direktno toplo tiskano še iz tiskarne. Ne? In kaj je zanimivo, je število izvodov. Mene zanima, zakaj tako malo izvodov. Moja ustava, 300 izvodov. ja, moja ustava je bila kupljena leta 2006, nimam je poleg, ker je vsa raztrgana, zarabljena. Zakaj? Odgovor je enostaven. Isto, zakaj ne učijo ustave v šolah? Prepovedana roba za državo, mislim, to je. Ne. Kaj pa? Ker je to hišni red države in če državljani se tega ne držijo, ker ne vejo, so lahko sankcionirani. Tako je. Zato jaz pravim, dajte si z interneta potegniti dol ustavo, dajte jo prebrati. Moji otroci so izredno sposobni, izredno šolani, samo zaradi tega, ker sem jih okužil z ustavo. Ker v bistvu v ustavi, ko jo boste dobro prebrali, boste ugotovili, da v življenju so samo 4 stvari prepovedane. Ne hujskaj nasilju, ne izvajaj nasilje, ne delaj škode in nelojalne konkurence. Vse je dovoljeno. Ne to, kar nas učijo, tiho bodi, ono, to pazi na onega. Ne. Jaz povem vedno javno, direktno in moram povedati, da imamo eno misel v Slovenci odlično, zdaj ne vem, ali naša izvorna, ki pravi, resnica ubija. Moram povedati, da ne glede na moj način delovanja, ki je javno in tako naprej, so me marsikdaj vprašali, če se čutim ogroženo, in jaz povem, da ne, zato ker pač delam vse v skladu z pravnimi normami, skupnimi narodom Evrope. Ja, še nobenemu nisem rekel, ubil te bom, fental te bom, ono, tretjo, ampak vsakega vljudno vprašam, ko naredi napako, ali si upošteval to in to. Če nisi, si naredil nekomu škodo in boš odgovarjal. Zato je treba vedno prej nekaj narediti pa premisliti. Iskrena hvala. Hvala vam tudi za vse te čudovite misli, za ta poduk, za ta dodaten glas, za to energijo. Jaz sem, moram reči, tukaj 2 leti ustav natiskal preko 1000 za ljudi, ki so naprintal in zvezal v mehko vezavico. Imam tle kakšen izvod. Evo, ja. Tako sem iz računalnika ljudem naredil ustavice. Hvala Bogu, da je bilo toliko zanimivo. Zdaj pa je to upadlo. Zanimivo, ne? Ko postane življenje lepo, ko pridejo počitnice, pa tudi če so boni, ne? Za morje in tako naprej. Naenkrat ljudje pozabijo, kaj se je včeraj zgodilo. Jaz ne morem pozabiti. Jaz sem tak človek, da si zapomnim stvari, ampak večina, kot da ni bilo nič in se čuti. Zdaj, ko spet se nekaj pritiska, mogoče se bodo kakšne stvari dogodile, ampak v duši vem, da smo toliko naredili, vsaj tisti posamezniki, ki smo bili aktivni, ki smo govorili in ki smo si upali nekaj reči, da ta metuljev efekt, ki je zelo fajn izraz, je zdaj postal že kar, bom rekel, en hud pes, ki grize. Je točno, ja. Ne, ja. Najlepša hvala. Ja, mogoče še zaključno misel, da zaokrožimo. Ja, glejte, dragi Slovenci, dajmo enkrat začeti zopet, ponovno, vsak dan, vsako jutro, vsako minuto uporabljati zdravo kmečko pamet. Ja. Preverimo lahko naše kmečke odločitve v tej knjigi. Ja. Ni drugega. Ja. In vsi kandidati, gledajte, še enkrat bom poudaril, če dovolite, jaz sem Mariborčan, Slovenec, imam urejeno družino, to je zelo pomembno za predsedniškega kandidata. Ker kako naj nek predsedniški kandidat razume enega upokojenca, ki je delal pa dobi 380 evrov penzije? Ne bo. Kako naj razume enega otroka, da ne more živeti z 60 evri otroškega dodatka? Jaz imam v programu 315 evrov. Imam v programu, da mladina do 18 let se vozi z javnim prevozom brezplačno. Imam
v programu, da osnovna plača nekvalificiranega delavca za 180 ur mora biti 920 evrov. Zadostojno. Ampak delodajalci morajo tudi plačati samo do 33% dajatev, ne pa 64%. Se pravi, moramo zbalansirati. In problem te države in tudi v predsedniških volitvah se kaže, 80% kandidatov so ljudje iz javnega sektorja ali pa povezani. Samo zato, da se ta zadeva ščiti. In kdorkoli hoče v tej državi spremembo narediti, bo moral najprej javni sektor zmanjšati, kar je enostavno. Meni vsak, ja, kam boš dal ljudi na trg dela. To je to. In dajmo se pogovarjati čim več. Zato me je ta vabilo vašega društva res razveselilo, ker jaz grem kamorkoli me povabijo in zastopam tudi ljudi tam, ko še hudič ne bi šel.